Bisognerà camminare oggi. Ma c'è che niti io non ho microfono. Però parliamo anche e usiamo questi anche per parlare noi, giusto? Kako smo zmenjeni, kaj boste zapeli, koliko komado? Ko smo že rekli, po vrsti gremo. Imaš nekaj še seznam? Črn tulipan. Ja, na telefonu, ki je bila. Črn tulipan, naj ples. Iluzija. Ostani še minuto. Ne, naj ples. Iluzija, ostani še minuto in kaj si rekel na koncu? Zadnja Roma in Julija. Ja, se ne bo cajta za kviz. Lahko tudi sam Škerič. Lahko tudi sam Škerič. Ne. Tine javljajo vlade. Zdaj se bomo pogovarjali. Ja, manj čakal, več... Prvo je črn tulipan. Češ to, da ne boš držal v rokah mikrofon, srce? Tedenski hit. Let me tell y'all a little something. Naš tedenski hit. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Don't believe me, just watch. Upam, da se slišimo. Ja, tukaj sem. Preselili smo se v drug studio, ki se imenuje Studio B. Kaj je to? Ta je Studio B. Ja, Hvala lepa, no, vidiš. In kot že rečeno, imamo goste. Z nami danes je Patrik Prelec skupaj z bendom. Dober dan, dobrodošli vsi fantje, živijo. Gremo kar do Patrika. Zdravo, kako si? Evo, odlično, z vami, kako smo? Ma, perfektno bi rekel. Boljše kot tako ne bi moglo biti, man. Tu ne pomeni še, da je dobro. Dva sta prav tako bi rekel, za enega studia v drugi, gas, to nima tle, ni pauze, nič. Ma zato ne splačajo masne denarce, ja? Je res? Ni pauze niti v najnem razvoju, mi dva greva za nazaj, veš, torej se pomlajujeva, če se tako lahko reče. Patrik, zdravo, danes si tudi, da nam boš predstavil tudi svoj najnovejši singl z naslovom Iluzija. Še bo čas za to, ne, ker tretji bo po vrsti ta komad v izboru 5 pesmi. Za zdaj bi bilo dobro, da nam predstavi svoj bend. Ja, se lahko tudi sami, mogoče priješ do vsakega, pa ga malo poprašiš. Vidim, Evo, Sancin je že tam, evo ga. Ta ima eno veliko kitaro, ima samo 4 strune, ne znam kaj je, bo pa on sam povedal. Živijo, sem Klemen z Vojščice in hudem bas. Lepo za voščice. Lepo, kar je, lepo, bravo. Bas je tu lepo. Ja, ker si, seveda ti si stopil na prepovedan del tehnike. Pridem do tega, ki ima strašno veliko stvari, ki ne znam, kaj je to. Živijo, jaz sem Manuel iz Kopra in igram bobne. A bobni so, vidiš, jih je pukno. Z Kopra, tle smo že šli bolj na obalo. Lepo tudi to, zdaj pridem do tega, ki ima manjši inštrument. Kaj je to? Jaz sem Domen z Vojščice in to je moja kitara. Vojščica ima že 2 predstavnika. In torej zdaj čakamo, odkot prihaja zadnji predstavnik. Tu po mojem je tudi izgledana kitara, ne? In z nami je? Artur, jaz pa igram citre. Citre so lepe. Se vidi. Ne, kitara. In odkot prihajaš? Iz obale. Koper. Aha, 2-2. 2 Koprčana, 2. Kako se reče prebivalcem Vojščice? 2 Koprčana in 2? Vojščičani. Ma si zares igral citre, ko si bil mičken? Ne, lahko pa bi, ker mi je všeč inštrument, tako da... Vse so vedno strune, ne? Tudi na citrah, ni tako? Ja, dobro, okej. Gremo takoj v živo z glasbo, ker je kar nekaj komadov in kar nekaj zanimivih melodij za našo publiko na spisku našega scenarija. Črn tulipan torej, Patrik, ne? To boste najprej zaigrali, ne? Ja, to tudi ponavadi na žurki otvorimo, tako da dajmo tudi danes otvoriti za vse poslušalce Radia Trst. Tako, naj bo žurka torej tudi na našem radiju, v našem studiu B. Črn tulipan.
Jaz sem bog ljubezni in mene manjka sanj. Jaz se čakam srečo, men zaupi dlan. Jaz poznam svetlobo, ki odpira dan. Z njo si fina žile, črn tulipan. Ona sanje sonce, čist stara dan. Na njo vsake toliko stane Peter Pan. V njej je dost ljubezni in mnogo več krvi. Nevidna je v temi, prozorna med ljudmi. Zato pa raste tulipan, črn divji tulipan. Zato pa raste tulipan, črn divji tulipan. Jaz sem bog ljubezni in mene manjka sanj. Jaz se čakam srečo, men zaupi dlan. Jaz poznam svetlobo, ki odpira dan. Z njo si fila žile, črn tulipan. Zato pa raste tulipan, črn divji 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 tulipan. Vedno ko posije črn tulipan, to kaput izgine, iskra mojih sanj. Včasih se pokaže naš škrlaten dan, da zažara srečo črn tulipan. Odlično, poslušaj, kakšen aplavz za naše fante. A mi smo imeli tudi to srečo, da smo spoznali črnega tulipana. Ne, je bila gospa, je bila tu, ne, se poznaš to zgodbo, ne? Bigfoot mama, kot da ne, smo jo pripovedovali prav tu v tem našem studiu B. Zdaj jaz se ne spomnim, kako se on imenuje, ne? Prvi pevec Bigfoot mama, ne? Ki je zdaj šel na solo kariero. Kako se že imenuje? Gušti, misliš? Ja, Gušti, ne, je pripovedoval to zgodbo, češ da pač je spoznal svojo današnjo ženo med snemanjem tega videospota, ne, ki je z Nizozemske, ona je bila nekako ta črn tulipan. Kateri je pa tvoj črn tulipan, Patrik? Jaz zdaj tako zadnje čase me skozi obsoje, da sem obseden z biondami, tako da verjetno ni črn tulipan. Dobro, so pa tudi ti tulipani svetli. Glej, jaz bi odprl temo tvoje nove glasbe, še preden bomo slišali pač Iluzijo, ker sem si prebral tudi predstavitvene tekste v zvezi s to novo produkcijo. In tu piše, da se Patrik vrača z najmočnejšim in najbolj drznim projektom svoje dosedanje poti. Zakaj te besede? Zakaj je ta projekt torej najbolj drzen in najmočnejši v tvoji dosedanji glasbeni karieri? Jaz ne vem, kdo je to napisal. Ja, verjetno tvoja PR služba. Ki verjetno si ti. Ne, veš kaj, zdaj, čakaj, mislim, vedno nekaj novega naredimo, ne? Vedno je nek drzen korak, vedno moraš malo tipati kot glasbenik, kakšen žanr mogoče, ker vsak oboževalc ali poslušalc naše glasbe si zmeraj ustvari nek profil svojega benda, recimo, ne? In temu profilu moraš slediti in mi smo zdaj šli malo bolj v neko punk rock verzijo, ne? Tudi boste pol slišali, Iluzija je malo drugačen žanr, kot so bili vsi komadi do zdaj in mogoče je zaradi tega drzen korak. Ne? Vidiš, ko govorimo o drznih korakih, bi vprašali glasbenike, zakaj so se odločili za ta drzen korak, da podpirajo Patrika Prelca. Radi hudemo, predvsem zato.
Da se tu je prav. Se strinjate, fanti, zato da igraste? Ker so drzne narave, pravijo. Če sem dobro razumel, drzna poteza bila tudi to, da ste iskali pomoč tudi izven slovenskih meja in verjetno miksali ta izdelek celo v tujini, v Londonu. Ja, v bistvu zdaj tehnologija to dopušča in omogoča, da narediš recimo miks samega komada in aranžma tle in pošlješ, recimo, mi smo poslali v London, znanemu producentu Nick Bursell je z miksu in naredil master na koncu in v bistvu to je zelo enostavno. Ti pošlješ, on ti naredi master in pošlje nazaj. No. Tako da smo probali na tak način in se je tudi zelo dobro obneslo, tako da je iluzija enako dobro slišati in na slušalkah, in na telefonih, in na velikih zvočnikih. Lahko sem trenutek Ilija avta, se problečemo Ilija avta. Ja, boš postavil kakšno tehnično vprašanje. Ne bi rad zvedel, kaj pomeni, da pošlješ in da ti naredi master. Konkretno, kaj naredi človek, ki mu pošlješ v London posnetek? To je v bistvu tako, ti, ko snemaš komad, je to, ne vem, recimo enih 20 različnih trackov. Zdaj, če je to recimo 8 trackov bobnov, naprimer, ker so bobni sestavljeni kick, bas, snare, mislim, pač vsak bobn posebej, pol imaš bas kitare, pa se recimo snema ritem kitare posebej, solo kitare posebej in to nastane enih 20 različnih inštrumentov posnetih. Teh 20 različnih inštrumentov je treba volumensko na prav način porazporediti, da je slišati glih prav, pač da ni preveč na glas kitara ali pa da ni preveč bas ali pa tako naprej. In pol, ko je to vse dobi neko podobo, je treba še ekvalizacijo narediti in kompresijo, tako da je res vse lepo slišati in da je vsega dovolj in da so prave frekvence tudi naštimane. Čeprav dajmo povedati, kitaristov je vedno kitara ni nikoli dovolj preglasna, dajmo povedati, tu je to, ne? To je resnica. Še to, ne, za tiste, ki morda niso tako vešči teh tehničnih zadev, seveda tudi v Sloveniji se to počenja, ne? Verjetno tudi v Sloveniji imamo in imate odlične profesionalce in poklicne tonske mojstre na tem nivoju oziroma na tem področju, pa vendar iskanje teh sodelovanj tudi na mednarodni ravni da tudi nek dodaten prestiž oziroma ljudje, ki se s tem ukvarjajo v Londonu, v tujini, imajo verjetno drugačno uho kot pač naši domači tonski mojstri. Mogoče ja, imajo mednarodno uho, ali kako bi lahko temu rekel. Sej drugače aranžma za iluzijo je naredil Boštjan Pertinač, ki ima tudi zelo dobro uho, sej ga dobro poznamo tudi, ne. Ja, vse drugo je, kad ti miksaš komad, ga slišiš, ne vem, 1000-krat, ne, in pol itak ušesa so že malo naveličena in moraš dati enim drugim ušesam poslušati, da ti znajo povedati, kaj točno je, ne. Ja, Boštjan ima zdaj boljše uho, kad se je ostrigel, prej sem mu... Točno, je mu dolge lase in se mu pokrivali. Smo pokrivali uha, ni slišal. Zdaj je boljše. Jaz bi predlagal, da gremo kar z naslednjim komadom, ki je Najin ples, tako da potem se počasi pripravimo, kot pravi tudi naš že omenjeni prijatelj Ilija Ota, na sam tedenski hit. Najin ples, še to bi te vprašal zelo na hitro, a se vsi skupaj pač predstavljate kot Patrik Prelec ali ti glasbeniki imajo tudi bendovsko ime? No, v bistvu mi smo zdaj Patrik Prelec band, zdaj tako zaenkrat laufa in ne vem, bomo videli, no, mogoče bomo kaj spremenili, zaenkrat je tako uredi, no, sej mislim, da fantje se strinjajo in tako tudi publika nas sprejme, ne. S tem se strinjamo tudi mi, tako da zdaj vemo končno, kako lahko predstavimo tudi ta naslednji komad. Patrik Prelec band na Radiu Trsta in komad z naslovom Najin ples. Skoraj zate ponorel, ko sem vate se zaljubil. Čas in prostor sem si vzel, le da tebe ne bi zgubil. Vse, kar imel, sem tebi dal, skupaj dani sem te ljubil. Nisem vedel, če je prav, ko sem prvič te poljubil. Listi padajo z nebes, hvala, ker nocoj si moja, tak čaroben najin ples. Vso noc s tabo noč je tvoja, listi padajo z nebes. Daj zaplešiva še malo, tak čaroben najin ples. Nekaj ga je še ostalo.
noč sem bil s teboj, celo noč objeti ljudi. Nisem vedel, da nocoj bom zavedno te izgubil. Listi padajo z nebes, hvala, ker nocoj si moja, tak čarobna in ples. Vso noč s tabo noč je tvoja, listi padajo z nebes, daj zaplešiva še malo, tak čarobna in ples. Nekaj ga je še ostalo. Listi padajo z nebes, hvala, ker nocoj si moja, tak čarobna in ples. Vso noč s tabo noč je tvoja, listi padajo z nebes, daj zaplešiva še malo, tak čarobna in ples. Nekaj ga je še ostalo, tak čarobna in ples. Nekaj ga je še ostalo. Energija na višku, na Radio Trsta ob 9 zjutraj. Zveni veliko bolj rockersko, punkersko kot prej, treba reči po pravici. A res? Ja, ima en tak pridih malo bolj... In ples je tvoj komad, ne? Mislim, to je originalna glasba, tako kot Iluzija, ki zdaj prihaja. In skratka si dal v svoji glasbi tudi ta ščepec rockerskega pridiha. In smo pri Iluziji, torej pri našem tedenskem hitu. Kako bi predstavil to pesem, o čem poješ pravzaprav in kaj je ta iluzija? V bistvu komad Iluzija govori o tem, kako imamo ljudje včasih iluzije, ki nas spremljajo v življenju. In iluzije niso nujno vedno slaba stvar, lahko je tudi gorivo, ki nas pelje naprej do nekega cilja, realnost je pa vedno neka druga od zadine. Ko smo že pri gorivu, veš, da jaz zdaj moram postaviti moje vprašanje. Ja, ne nadlegovati vedno ubogega basista. Imaš tudi druge ljudi na tej strani. Začnem pri tem. Gorivo je tudi to, kar mi damo vase. Ker ne moremo... Kaj da ne? Že spet bomo govorili o krompirju. Seveda. Absolutno, tu je. Fantje so že dali skozi to zadevo. Ne vsi. Vse so že bili. Bomo vprašali še, magari zmenjali okuse. Evo, basist je prvič, če se ne motim. Basist je prvič. Vsi so prvič, ne, on je že bil. Veš, tako da on nam lahko pove, kako najraje je krompir, ker to je moje vprašanje, osrednje vprašanje v tej oddaji. Restan. Testan, ja no. Tako. Potenstan. In teča, bi se rekel. Tako. Ti kako ješ krompir najraje? Recimo cvrt. Cvrt, čak, ima krompir pravi krompir, cvrt, nekaj sta dve filozofiji, ne? Ja, kateri? Povej, razloži. So tisti, ki kupijo krompir, ga zrežejo, ga naredijo cvrtga, in so tisti, ki kupujejo že zrezan krompir, zamrznjen in ga vržejo v olje. Včasih ni pa pravi krompir. Zdaj boš ti povedal, katerega imaš najraje. Krompir ku krompir. Tu je moški. Tu, krompir ta pravi. Prebudi Bobnarja, prosim, tam, ker tam je samo samljen, seveda. Bobnar bo zdaj povedal, kako on najraje je krompir. In teča, s panceto. Tako, panceta. Še z dodatkom, to je dodatek. Panceta, čebula in... Čebula, panceta in krompir. Ja, čakaj, zdaj... Zakaj jaz imam? Lahko sem momente, ko jazim. Ne se ti zdaj užaliti. Zakaj jaz moram imeti opravka s takimi amaterji krompirja? Ne, kakšno mast daš ti spodi? Daš olje, daš mast ali daš puter? Kaj daš? Olivno olje. Vidiš, to je bistveno. Olivno olje, to je dietetična verzija. In zdaj še basist. Ti kako ješ najraje krompir? Jaz ga najrajši pobiram.
To imamo delavca, pridne roke, on jih pobira krompir, da drugi lahko ga jejo. Lahko rečem, da me je tu presenetilo. Te je, vidim, da te je presenetilo. Čestitam, odličen odgovor. Sem brez besed. No, in tako da jaz prevzamem besedo in se lahko povrnimo na resnejše teme oziroma na glasbo. Namreč, ko smo bili zadnjič skupaj, dragi Patrik, si nam razlagal, kako med pesmijo Hladna kot ocean oziroma med snemanjem videospota se je nekaj posebnega zgodilo. In tu berem, da tudi med snemanjem videospota za pesem Iluzija pač ni šlo vse tako kot mišljeno oziroma se je marsikaj zanimivega in tudi čudnega dogajalo. Povej nam kaj več o tem. Ja, tako je bilo v bistvu. Mi smo imeli določen termin, kje bomo snemali. Snemali smo na Krku, naš slovenski največji otok. To je v bistvu bilo tako, da smo mi prišli na lokacijo, mislim, smo se vozili, kaj je bil zaprt ta Krški most zaradi vetra, pihalo 180 km/h. Tako da smo čakali na oni benzinski tam zraven, 3 ure smo imeli zraven, sedaj je bil narezek in pijača, tako da je šlo, mislim, gorivo je bilo, no. Tako da smo morali tisti dan prestaviti snemanje, čez 14 dni smo prišli spet in spet pač tisti dan smo pa posneli, je bilo ful lepo vreme, tako da vse je lepo išlo. Je pa res, da ta hotel je tako, imaš tako mal en čuden feeling, ko si tam noter, tako stene so popisane, pa tako temačno je, tako eni pravijo, da straši tam. Mi sicer nismo imeli kakšne take posebne izkušnje, no, ampak zelo zanimiva lokacija, je bil pa to najbolj prestižen hotel v Jugoslaviji včasih. Ja, če tebe nič ne straši, pomeni, da si ti tisti, ki straši druge. Tu je dejstvo. Zna biti. In zdaj nekje duhovi se pogovarjajo med sabo, kako strašno je bilo takrat, ko je prišel na obisk slovenski bend. A ste za to Iluzijo, torej, nam jo zaigrate? Ajde, naredimo. Iluzija je tudi naš tedenski hit tu na Radiu Trsta, torej v posnetku se bo večkrat na dan vrtel v naših programih, zdaj pa uživo v družbi Patrika Prelca in njegovega benda. Gremo, fantje! Pohodnik, polje barvih idej in vse več jih je, najboljših doslej. Pa se prikažem iz pikčastih zaves, to v moji glavi spet sproži znak potres. Ti si moja iluzija, ti si zvezda, ki me ubija. Ti si zame še prevlada, a to bo tvoja prva balada. Ti si zame iluzija, v tvoji glavi anarhija. Ko bo s tabo noč minila, bova skupaj dobila krila. Kar študira, je vesela, ko nervira. Z mano dela kot s peresom, hoče le, da sem pod stresom. In spet se mi danes postavčal je vid, pičasto že vidim, vsega sem sit. Ti si moja iluzija, ti si zvezda, ki me ubija. Ti si zame še premlada, a to bo tvoja prva balada. Ti si zame iluzija, v tvoji glavi anarhija. Ko bo s tabo noč minila, bova skupaj dobila krila. Ti si moja iluzija, ti si zvezda, ki me ubija. Ti si zame še premlada, a to bo tvoja prva balada. Ti si zame iluzija, v tvoji glavi anarhija. Ko bo s tabo noč minila, bova skupaj dobila krila. Ti si moja iluzija, ti si zvezda,
tista, ki me ubija. Ti si zame še premlada, a to bo tvoja prva balada. Ti si zame iluzija, v tvoji glavi anarhija. Ko bo s tabo noč minila, bova skupaj dobila krila. Iluzija, čestitke, bravo, lep komad, tak tudi ta zelo energičen. Kdaj boš napisal eno lepo baladico, umirjeno? Eva, veš da, tako je, v bistvu jaz imam balado eno že napisano in tako vprašavam ljudi, kakor danes vas dva, ne? Kaj bi bilo zdaj za naslednji narediti, ali en tak komad dežge, kakor iluzija, ali narediti balado, ne? Zdaj to je 50-50, ne? Če lahko dam na svet, Ja, kar izvoli. en komad, s katerim zaslužiš milijon evrov. Tu je za narediti. Ja, kako, saj to me zanima, kako je. Torej reggaeton ritem. Ne, ni več reggaeton. En komad od krompirja bi mogel. Tako, bravo, en komad od Samo ne krompirja. sme biti kenebek, ne? Ne, Ker že obstaja in ni zaslužil milijone evrov, pa vendar je tudi zelo cenjen in zelo uspešen. Jaz pa sem si ogledal videospot te pesmi in glej, ena značilnost njegovih videospotov je ta, da v vsakem komadu, v vsakem videu je ena bionda. Vsakič druga, prej si tudi omenil blondinke, ne? Ja, vse zato ti pravim, da so me zdaj obtožili, da sem obseden z blondinkami, ker v vsakem spotu je blondinka. To je zgolj slučaj, ne? To se zgodi, to ni scenarija za to, ne? Nimaš nič proti rdečelaskam, proti... Ne, po mojem ima, ker pač je to očitno. Čakaj, kakšen krompir imaš ti rad? Bel ali rdeč? Ma, vse, jaz imam več. Čakaj, govorimo še vedno o prehrani? Ja, govorimo še vedno o prehrani. Ne, dajmo zdaj, anketa, zdaj, bionde, rdeče ali moraste? Rdeče. Rdeče laske, to vidiš, to smo že, to je že nekaj posebnega. Fantje, vi imate punce, moraste. Kakšna tretja? Če brinetka. Recimo to, ja. Temno. Temno, nima reči temno. Kako seksistično je to Ma vprašanje. ne, ni res, je, samo tako si bilo. Kako nizko smo šli. Smo leteli tako visoko s krompirjem in zdaj gremo. Mi smo zmeraj bili tam na tleh, ne govori neumnosti. Sej, če bi bila ena ženska ekipa, tle bi vprašali isto. Če ti vseš bilbjon, tebi? Nisem zbirčen, ima črnolaske. Črnolaske, ma ni zbirčen. V redu. Basist razmišlja že pol ure. Ja, imam cajt. Jaz imam ednu red, ni važno, kakšna je. Vidiš? Edini, ki je odgovoril pravilno, zato ker seveda doma ga nekdo čaka in torej veš, ko je treba paziti, kaj se odgovarja. Čestitke. Ti pa si imaš, lahko naredim tako direktno vprašanje, če imaš punco, če imaš torej blondinko, ki te čaka doma. Če imam blondinko, ja. In ni nobena od teh, ki je v videospotih? Ne. To mislim, zdaj to tako, ne bom izdal lih vsega, naj si malo gledalci pogledajo spot, pa ne oni sami povejo, kaj mislijo, a je to tista moja blondinka, ali ni tista moja blondinka. Tako. To so te eksistencialistična vprašanja. Še Shakespeare se je ukvarjal s tem. Z blondinkami. Točno tako. Znam. Ja, dobro, jaz bi kar rekel, da gremo naprej z glasbo, ker nas čas preganja in prej ali slej bo prišel tudi zaključek te naše oddaje. Na mojem računalniku se naprej vrtijo tvoji videospoti, dragi Patrik, in vidim že spet eno manj blond punco, ampak je potem kalupo, kot si prej povedal. In tu smo še s komadom Ostani še minuto. In torej to se pravi, da ko nastopate v živo, pač ponujete zmes tvojih komadov oziroma nabor tvojih komadov in komadov znanih izvajalcev, verjetno v glavnem slovenska glasba, tudi kaj tuje produkcije. Ja, igramo itak pač lastne, avtorske komade in igramo seveda slovenske hite, rock hite, Big Foot Mama, Siddharta, Dande, ne vem, tudi Plestenjaka za punce, tudi ne vem, vse se najde, tiste, kar ponavadi najbolj upali na žurki, tisto mi igramo. Evo, in kaj je publiki najbolj všeč? Ja, vsakmu svoje, zdaj enem je všeč tudi, ne vem, recimo Ostani še minuto, naprimer, Evo, ker v naših časih, Marko, mi smo pač igrali veliko glasbe za ples, za te skupinske plese, Tega na srečo je vedno manj, tako zato sprašujem, kaj je publiki všeč. Takrat so bili še instrumenti z kamna, dajmo povedati, je bilo precej let nazaj, je bilo vse kamnito. Točno. Niso že zumili še. In takrat je obstajal en sam tip krompirja. Tako je, tako.
No. Tu ste še skočija prišli na špil. Itak, predvsem jaz. Ne, absolutno. Evo, šalo stran, gremo zdaj z glasbo v živo. Patrik Prelec in njegov band, oziroma Patrik Prelec band. Ostani še minuto. Vse je tiho, mesto sanja, skozi okno zremo noč. Moja mala zdaj odhaja, v meni se budi nemoč. Praviš, da sem zaigral vse, da prepozno je, da nikoli več ne bo moje dekle. Ostani še minuto, moja mala kraljica, naj še zadnji moj poljub obriše solzo ti z lica. Ostani še minuto, moja mala kraljica, naj še zadnji moj poljub obriše solzo ti z lica. Na obzorju noč spreminja se v dan. Vod po tebi, vod po morju, da odšla si ne priznam. Saj veš, da sem zaigral vse, da prepozno je, da nikoli več ne bo moje dekle. Ostani še minuto, moja mala kraljica, naj še zadnji moj poljub obriše solzo ti z lica. Ostani še minuto, moja mala kraljica, naj še zadnji moj poljub obriše solzo ti z lica. Ostani še minuto, moja mala kraljica, naj še zadnji moj poljub obriše solzo ti z lica. Ostani še minuto, moja mala kraljica, naj še zadnji moj poljub obriše solzo ti z lica. Naj še zadnji moj poljub obriše solzo ti z lica. Rock and roll, baby. Tako je, v živo Patrik Prelec band na Radiu Trsta. Tako. Kaj si hotel povedati? Ne, tebi privatno potem sem nekaj hotel povedati. Okay. Je povezano pa s vprašanjem, ki ga bom zdaj postavil, oziroma kateri je vaš najlepši spomin na špil in najgrši spomin na špil? Končno lepo vprašanje, ja. Dajte vi ostali pomisliti, prav, medtem ko je prvi kitarist malo v krizi, ker pač bi rekli nasploh. Ja, tvoj, tam, kjer si se ti najboljše ali najslabše podsutil, ali res od celega benda, zakaj ne? Crime Fest je bil dašen. Kaj se je tam zgodilo? Bilo dobro ali slabo? Dobro, je bila dosti publike in res tista energija prava je bila. Kaj pa najslabšega, do koga grem, naj dvigne roko tisti, ki se spomne najslabšega trenutka na nastopu? Nihče.
Ja, ti, Marko, enkrat si mi pripovedoval, kako ste prišli zelo pozno na en pomemben nastop v Sloveniji, ker ste šli po vsaki dolini in po vsaki gostilni. Ali to je bilo še nekaj drugega? Jih je kar nekaj. Jaz se spomnim enega, ima to bilo že ful let nazaj. So naredili en tak oder, sami pač fantje na vasi, ne, in so dali cerado, mislim, najlon za streho in se je vlil dež, pač ful, ne, in na tisti ceradi se je nabralo 300 litrov vode. Lepo. In pa smo sam čakali. Sreči je zdržalo, me je začelo že puščati po kaplicah malo, tako da ta je bil najslabši, recimo. Ne. Lepo. Jaz tudi imam slabe izkušnje s tem. Ja, enkrat sem nastopal nekje v Italiji in je bila ena kulisa, ne, na ceradi, tako kot on pravi, ne, in je močno zapihalo in se je vse skupaj podrlo. Kulisa, pa z Amerikano. In jaz sem samo pogledal nazaj in vidim, kako ta stvar pada proti meni. Ne? In sem v sekundi moral odločiti, ali se umaknem, ali to skušam ustaviti. Ker na odru nas je bilo kar nekaj, ne? Predvsem starejše pevke in pevci, ker to je šlo takrat, ko sem bil zaposlen na italijanski televiziji v Milanu. No, in sem se odločil, da bom heroj. Moški. In sem v to zadevo ustavil, vendar, ker je bila zelo dolga, je padel potem samo ena stranica je padla in je šla eni gospe na glavo. Vidiš, kriminalci. Tako da smo potem to koncert ustavili in so bile velike težave. Jaz ti bom rekel samo eno besedo in ne bom nič šel naprej. Bom rekel samo Bukovje. In zdaj spomni se. Zdaj on zahteva, da jaz se spomnim vse najine dogodivščine izpred 100 leti. Jaz se ne spomnim. Bukovje. Ti bom potem povedal. Je bilo mraz? Ne, ni bilo. Ti bom potem povedal. Ni važno, Bukovje. Pač smo imeli eden prvih nastopov. On ima odličen spomin. Patrik, ti imaš dober spomin drugače? Po moje ne. Vse to je po moje dobro, da hitro pozabiš stvari, ne? Tako je res. Evo vidiš, to je pozitivna plat tega. Jaz se ne spominjam niti imen ljudi, ki jih srečam. Ne? Ti spadaš v to kategorijo? Mogoče. Ne, ajde, imena se spomnim, tako, kakšne druge stvari hitro pozabim. No, vem. Veš kaj, sem še prej, ki smo se jih predstavljali, band, smo pozabili meni, da mi imamo drugače tudi back vokalistko Leo, ki je danes ni med nami, ker je zbolela, nažalost. Upam, da nas zdaj posluša, tako da je pozdrav. Lihnjo smo teli srečati danes. Vidiš, dobro, da si se spomnil, torej imaš dober spomin in Lea je blondinka, seveda. Ne, ker je od našega basista punca. Zdaj je vse povezano, zdaj razumem tudi, zakaj je ta njegov odgovor. V redu. Bo treba iti še zadnjo pesmijo. Seveda, ker imamo že zaključni del in sicer Romeo in Julija. In evo, in tu recimo komad pade prav tudi glede na vse to, kar smo doslej rekli. In ti daš ponavadi, ko si na odru, sprejmeš tudi pač prošnje strani publike za kakšna posvetila ali tako dalje. Imaš kakšno stalno frazo, ki jo ponavlja svoji publiki? Kako misliš za komade? Ja. Veš, ne vem, ki si začenjal koncerte, so začenjali koncerte vedno z enim in istim stavkom. Ne? Ti imaš kaj takega tudi v odnosu do posameznih komadov? Ja, hočemo tudi narediti tako na špilah, da ima vsak komad svoj pomen. Recimo, naprimer, ne vem, za Nine Ples, ko konča en komad in začne intro v Nine Ples in rečem, ko se boki zibljajo v istem ritmu, ko se svet ustavi sred nebes, takrat ti rečem, to je Nine Ples. Vidiš, da je vse zrihtano, vse zrežirano. Kaj pa rečeš, ko je na vrsti pesem Romeo in Julija? To pa rečem, ta je pa za vse punce, dajte se stiskati, dajte se objemati in če imate koga ob sebi, ki vam pomeni največ na svetu, ga objemite in povejte, kako ga imate radi. Patrik Prelec Band. Sama si v sobi, pozno je. Za mene in za tebe, ti vseeno je. A nisem Romeo, ti nisi moja Julija, ostala mi je bluza, tvoja bluza vonja cimeta.
ker je nekdo, ki čaka in nekdo, ki ne zaspi. Pisma ti ne pišem, ne pošiljam ti več svojih slik. Rad bi le, da veš, da ob tebi bi se razbudil. Nisem Romeo in nisi Julija, če je kje Bog ne stopi do z neba. Naj jo odkrije in razbije še tvoj del sveta. Uvila si mi del srca. Upam, da me čakaš, ko se noč spusti, ker je nekdo, ki čaka in nekdo, ki ne zaspi. Pisma ti ne pišem, ne pošiljam ti več svojih slik. Rad bi le, da veš, da ob tebi bi se razbudil. Nisem Romeo in nisi Julija, če je kje Bog naj stopi dol z neba. Naj odkrije in razbije še tvoj del sveta. Ubila si mi del srca. Nisem Romeo in nisi Julija, če je kje Bog naj stopi dol z neba. Naj odkrije in razbije še tvoj del sveta. Ubila si mi del srca. Nisem Romeo in nisi Julija, če je kje Bog naj stopi dol z neba. Naj odkrije in razbije še tvoj del sveta. Ubila si mi del srca. Pravi finale torej za ta naš današnji kratek koncert na valovih Radia Trsta, Patrika Prelca in njegovega benda. Hvala lepa, fantje, da ste prišli, da ste si vzeli čas. Boste itak prišli še enkrat. Bomo prišli na krompir naslednji tako, tako. Odlično, zato bo treba zrihtati. Povejte nam še, če imate kakšen špil v naslednjih tednih, mesecih, prihaja pust in upam, da boste dejavni tudi ob tej priložnosti. Trenutno še potekajo dogovarjanja razna za špile, tudi za poletje in to, tako da bi mogel to še povedati, zdaj za vam povedati, ampak je in vedno več se odpira, tako da akcija bo sigurno. Super, mi se zahvaljujemo Nataši Ferletič, seveda naši tehniki, Viola Romanese in Samuel Montalto v drugem delu, v prvem delu Mauro Ciccarelli, drugim... Ja, so ustvarjalcem naše oddaje, to je bil Stojan Spetič in Martina Feri. Itak ne, vse ostale pa boste izvedeli jutri ob novem jutranjem valu ob 8:15 z Markom in Ilijo na valovih Radia Trst. Tako, srečno boste fajn, čau fantje! Čau vsem! Super, hvala.
Zakaj? Tukaj malo celo tega, prvi sem pozabil ti poved. Smo imeli navaje za na kruzi, se zunaj Big v Bukovju. Tam blizu, blizu od Dijamba. Je prvi špikin je dobil bolje kot Pušta. Je bil ovaj pizar strožo. Šume kagave in na koncu piše Fix. Imam kakšen, sem že pozabil. Imam en koncert, ko smo nastopali, da damo pozivo, ker nismo imeli teh komadov, ne? Zdaj spravljaš jo, tu se klice na ova znana, Marija pa kakva, Irina skasanaca. Ja, bom. Ti verjamem, da je resna štorija. Baron, na srečo sem pozabil. Ja, na srečo